naslov pogovora, ki sledi, smo nekako v brošuri naslovili Transatlantik. V njem pa bomo z našima sogovornikoma, ki jih je že predstavil Miha, pa jih bom zdaj še jaz, osredotočili na to, kar voda, kar je tudi letošnja tema festivala Mesto knjige, povezuje. In to sta torej dva kontinenta, Evropa in Amerika. O idejah, ki prehajajo iz enega kontinenta na drugega, ki obenem povezujejo in razdvajajo Ameriko in Evropo, bomo torej v nadaljevanju spregovorili z dvema morda najbolj odmevnima predstavnikoma generacije 80-ih, tako imenovane post-titovske, če si lahko sposodim Jasminovo imenovanje, ki sta ZDA doživela in pisala na tak ali drugačen način. Katja Perac poznamo kot pesnico, ki je za svojo prvo pesniško zbirko Najboljši bodo padli prejela več nagrad. Lani je pri založbi Beletrina izšel tudi njen prvenec z naslovom Mazohistka. Trenutno je, kot je že Miha omenil, na doktorskem študiju primerjalne književnosti v St. Louisu v ZDA. O svoji izkušnji bivanja v ZDA s poznavanjem zamotanih paradoksov te države je pisala v kolumnah, ki so bile objavljene na portalu Beletrina in v tedniku Mladina. Kolumne so letos izšle tudi pri Cankarjevi založbi v knjižni obliki. Jasmin B. Frelih je s svojim odmevnim prvencem Napol iz leta 2013 pritegnil pozornost javnosti, tako domače kot tuje. Njegova zbirka kratkih zgodb Ideologije, ki je izšla leta 2016, je nekakšen pregled zorenja prodornega pisateljskega glasu, ob tem pa je politična atmosfera večine kratkih zgodb neprijetno preroška. V lanskem letu je izdal tudi zbirko esejev Bleda svetloba, za katero je prejel Rožančevo nagrado. Zdaj, ko smo opravili s temi uvodnimi opaskami, bi se v bistvu lotili tega pogovora. In jaz bi začela v bistvu kar z občutjem nelagodja. Namreč, torej v opisu odhoda iz Slovenije, s katerim se srečamo v tvojih kolumnah, oziroma v prvi kolumni, omenjaš, Katja, potrebo po temu, da je čas, da postaneš nekdo drug. Nekdo vreden naziva, oziroma da, če to lahko poenostavim, iz sebe nekaj narediš. Obenem pa ne skrivaš, da je tvoj odhod prvotno spremlja odpor. Je ta morda povezan s samim odhajanjem ali bolj z destinacijo, kamor si se namenila? In ali je mogoče povezan tudi z dejstvom, da si se z odhodom pridružila generaciji, ki se v pomanjkanju gotovosti in priložnosti prisiljena seliti v tujino? Ja, hvala, živijo. Pravzaprav je v tem eseju, pa tudi v resničnem življenju, lik nekoliko drugače. In sicer, da ta esej se začne s tem, da sem se na obisku pri prijateljici, od katere oče, ki sicer sam pogosto v ZDA, reče, da ni drugega razloga, zakaj bi človek šel v Ameriko, kot zato, da te spremeni. In potem se jaz sem se ukvarjala, se še vedno ukvarjam, s tem, zakaj je bilo tega človeka, ki sem jaz bila v drugi polovici svojih 20-ih, treba spremeniti. Kaj je pravzaprav, iz česa je sestavljena ta ideologija, ki je v nekem smislu, tudi ameriška ideologija, nasploh zagotovo pa ideologija ameriškega izseljenstva, da je to dežela priložnosti, kjer šele lahko zares postaneš toliko veličasten človek, kot ti je bilo usvojeno biti, zaradi tega, ker kjerkoli drugje na svetu, zato ne bi imel pravih možnosti. Zdaj, v podtonu tega, kar si me vprašala, skratka, je šlo za nekaj, česar bi si jaz želela, ali pa nekaj, v kar sem se počutila prisiljeno, je zelo jasno odmevalo, to se mi zdi, s čimer smo se soočali vsi, ko smo zapuščali univerze po letu 2008. In sicer to, da se je del Evrope zagotovo, ki mu pripadamo tudi mi, ki že načelno ni imel že v 19. ali pa 18. stoletju prevelike sreče z notranjim kolonializmom, ki odmeva v tem, kako stoji ekonomski zemljevid Evrope še danes, čeprav se o tem zelo malo pogovarjamo ali pa si to ne radi priznamo.
pač prinesel to idejo o tem, da nas bojo austerity measures naredile resne, pa da je to zdaj v bistvu naša priložnost, da se dokažemo, da smo zmožni enega samonadzora, ki pritiče velikem, skratka, zahodu. Sčasoma je pa pač pomenil samo to, da ni bilo služb. Kar je bil mogoče tudi cilj, no? Ampak vsekakor se mi zdi, da smo pač mi čist, mislim, pa ne, da bi pretiravala ali pa napihvala zaradi tega, ker jaz se nikoli nisem počutila zares ekonomsko ogroženo in tudi mislim, da nisem, zelo veliko ljudi pa je. Smo bili pa kljub temu ena generacija ljudi, ki če se je hotela kakršnekoli kariere lotati na en nerazparceliran, prekeren način, v bistvu mogla iti zaradi tega, ker pač v humanistiki razen tega, kar se vsi malo trudimo za svoje skupnosti, v bistvu ni ničesar, kar bi omogočali dihati na dolgi rok. Zdaj jaz, ki sem si pač te akademske kariere, ki jo zdaj poskušam sestaviti, res zelo želela, tega nisem mogla, tako da sem v bistvu, morala iti, ampak sem bila pa vendarle dost mlada pa dost radovedna, da sem to, ne vem, mogoče prisilo vzela z veseljem in se pač odločila, da jo bom opazovala, kot da se hkrati dogaja in meni intimno, dogaja se pa tudi enemu mlademu človeku, ki je zgodovinsko pa geografsko nekje lociran, strukturno. Jasmin, se opravičujem. V tvojem pisanju Odpor, to ZDA sicer ni izrecno omenjen, vendar je do neke mere tudi čutiti določeno nelagodje. Tretji del tvojega romana Na pol se na primer odvija v New Yorku, ki ga ubesediš v precej temačni podobi. Je ta podoba ZDA iz romana vezana konkretno na Ameriko ali bi rekel, da gre za nek širši, bolj splošen zahodni strah, ki v New Yorku doseže samo svoj vrhunec? Oziroma drugače rečeno, zakaj prav ZDA? Zakaj prav New York? Živjo. Dobro vprašanje. To se skozi reči, ko moraš premisliti. Ne vem točno, koliko bi lahko ta povetrili tekst, ki se odvija v New Yorku, to njegovo temačnost povezoval z mojo idejo o Ameriki. Predvsem mi je šlo za to, da sem v knjigi tako razdelil, en del je bil osredotočen na posameznika, en del na družino in en del na širšo družbo in je bila ta ideja Amerike sam prignana do ene skrajnosti, v bistvu eno čisto anarho, kaotično, poetično in politično zmes, ki mi je služila predvsem kakor en zanimiv platno za moje like. Zdaj, Amerika, dežela svobode in neomejenih priložnosti, verjetno je to izviralo pač same iz te ideje. Sicer pa, meni se niti ne zdi to zelo temačen, meni se zdi na en čuden način optimističen tisti del. Je pa, seveda sem izhajal tudi svoje izkušnje, jaz sem to pisal direkt v Brooklynu, en mesec preden se je Occupy Wall Street začel, cel poletje, ti si vrel nekako ene te mladostne, prevratniške energije, tako da nekako se predstavljam, da sem mogoče to znal počrpati. Ampak to je zelo čudno sliši, če to sam zase rečem. Spravi, zdaj smo nekako spoznali različne podobe ZDA, oziroma vsaj poskušali odpreti to temo, da mogoče nekaj, kar se zdi, da pač neko nelagodje je lahko tudi optimistično, kot praviš. Vendar, ko seveda govorimo o različnih podobah ZDA, ne moremo mimo tiste, ki jo ZDA v sebi najraje in najbolj uspešno propagira. To je seveda, da imajo najboljšo ekonomijo, najlepšo naravo, največ svobode. In vendar so te podobe v bistvu zelo odkrito lažne.
Na tem mestu bi mogoče želela prebrati citat iz Katinega eseja, v katerem pišeš: Prepad med samonaracijo in ontološko resničnostjo stvari, pa naj gre za resnične 3D izdelke, storitve ali čisto metafizične koncepte, je tukaj tako velik, da bi bilo skoraj potratno iskati kompleksnejšo besedo zanj, ko pa laž tako dobro piše, zakaj pri vsem skupaj gre. Zdaj bi te pa vprašala kot nekoga, ki torej živi v temu, oziroma ki se odloči za življenje v takšnem okolju. Kakšen učinek ima to življenje na same prebivalce ZDA, oziroma kako se po tvojem mnenju lahko nanj prilagodijo? Kako si lahko človek pojasni to paradoksalno pozicijo? In potem še, kako se lahko na to prilagodi nekdo, ki prihaja iz Slovenije? Ja, meni se zdi, da je bila Amerikana, če ne manj da Ngozi Adichie, tako velika uspešnica, kot je bila ravno zaradi tega, ker najboljš predstavil to, kar se je zagotovo zgodilo tudi meni, predvsem pa marsikjermu drugemu migrantu, ki je prišel tja ali upravljati intelektualen poklic ali pa sam vsaj imel ostro oko, in sicer to, da nam, ki živimo na narativno gledano napačnih koncih sveta, skratka v Afriki, na napačni strani železne zavese, nekje, kjer je vse ful grozen, pa lačni smo, pa ne vem, stare čevlje nosimo skozi. Skratka, na koncih sveta, kjer smo se tudi sami sebe hote ali pa ne hote naučili gledati skozi ameriške oči, se mi zdi, da smo zdaj v letih, ko ameriški imperij ekonomsko gledano zagotovo zahaja, prišli tja in ugotovili, da je pri nas doma ful boljš kot tam. Zdaj, kaj to zares pomeni? Pomeni to, da je ameriška nacionalna samopredstava ali pa nacionalna ideologija ali pa karkoli, ravno zaradi tega, ker je bila zunanje politično tako dobro izvožena in ji vsi pritrjujejo, zato ker pač večina ljudi še nikoli ni bila tam in pač pozna sem njene ideološke produkte, skratka bolj kot ne film, glasbo pa televizijo, da imajo Američani zelo spontan občutek, da je pri njih vse zelo dobro, oni sami pa tudi ne grejo nikamor drugam, zato da bi lahko ugotovili, da pravzaprav ni. Tako da zdaj, a to povzroča kakšne velike težave ljudem, ki so v svojem bivanju stabilni, skratka ljudem, ki živijo v trailer parku v Nebraski? Ne, zaradi tega, ker pravzaprav nimajo nobenega dostopa do kjerkoli druge kulture ali pa do kakršnega koli drugega sveta, ki bi jim omogočal primerjalno analizo. Oni samo vejo, da živijo v najboljšem od vseh možnih svetov in pač te količine migrantov, ki se stekajo v ZDA, temu pritrjujejo. Zdaj s tem mislim, da je nekdo, jaz nisem sociolog, pa nimam na razpolago številke, ampak je pa nekdo ravno kar opravil raziskavo, v kateri je dokazal, da se pravzaprav več ljudi seli iz ZDA v Mehiko kot obratno. Ampak pač ta predstava o tem, kako ljudje dobesedno stojijo na meji zato, da se bodo spopadali za te privilegije, ki jih biti Američan prinaša, je pač nekaj, kar je še vedno, ne glede na to, da ni več ustrezna glavna zgodba, ki jo Američani pripovedujejo samim sebi. Sam po drugi strani je pa vendarle res, da zato, ker so, ne vem, še mlada, pa v marsičem zelo optimistična ali pa energična kultura ali pa karkoli, se oni temu, da imajo tako kot država zares v resnici ful velike ekonomske težave, da je zelo težko živeti, da je praktično nemogoče, če nisi bogat ali pa iz bogatstva izviraš, ohranjati en življenjski slog, ki ga, ne vem, srednji razred v Sloveniji podrazumeva kot normalen ali pa kakovosten, so oni tako nekako ne obupujejo. Zdaj to sicer pomeni, da pač, mislim, tudi ne protestirajo, kar pač časoma pelje vedno globlje v to, da se kot ona pregovorna žaba kuhajo v loncu svoje lastne bede. Kje bo pa ta stopnja tega, kako slabo je v resnici tam živeti, toliko nizka, da se bojo ljudje odzvali, pa ne vem. Pa tudi ne vem, če točno koga bojo takrat ukrivili za to. Halo, še jaz. Ja, absolutno. Sem se spomnil, ko so bile volitve, pač ta Trump-Hillary, sem bil v New Yorku. Kar sem najprej opazil je to, da
New Yorkčanov te volitve v bistvu sploh kaj dosti ne brigajo. Ene par teh najbolj političnih aktivistov je bilo tako za Bernieja Sandersa, ki je v primaryjih propadel, ki je šla Hillary naprej, je New Yorku nekako pač zvesel za celo sceno. In sem največ novic o ameriški kampanji in o ameriških volitvah jaz seveda dobil iz rtv.si, in kar bi v isti sapi pomenilo, da mogoče imamo Evropejci, Slovenci na voljo še ta luksus sploh konceptualnega ali pa ideološkega razmišljanja o takih rečeh, medtem ko Američani sami so že totalno pač zdrajsani od tega boja kapitalističnega za preživetje in ne vem, sploh vse, kar jim prodajaš, kakor neko zgodbo, kakor nek ali ideološki ali konceptualni način spremljanja sveta, se jim zdi, kar bi se mogoče še kdo naučiti, sam en način, kako jih oropati. To so pač ljudje, ki pač vejo, kakšno je življenje, vejo, da je treba delati in pač cele dneve delajo, nimajo nobene ne socialne, ne kakšne druge varnosti. Tako da večina teh stvari, o katerih se mi zelo na širok in na dolg pogovarjamo, ki naj bi nekaj pomenile o tem, kako mi spremljamo svet ali kako se bomo mi znajdeli v njemu, je njim šum. Šum. Aha, šum, ja. Nekaj, kar jim sploh ne pride do živega. Mislim, če jim Bernie Sanders reče, ok, bomo zrihtali zdravstvo za vse to, mečkaj zastrižejo z ušesi, vse ostalo pa pač, lej, mene zanima samo par procentov davka, to je pa več ali to. Kako se pa v bistvu, torej to Američani so, kot smo omenili, že zelo, kot si omenil, so ta način življenja že popolnoma, torej nimajo neke druge alternative, ampak kako pa nekdo, kako se pa lahko v bistvu olajša preživetje v taki državi, nekdo, ki je tam, torej nekdo iz Slovenije, recimo. Kakšni so načini za pač razumevanje nekega vsakdana? Zato Amerika je to ogromen prostor, pa vse, pač to jaz ugotavljam, ravno zaradi tega, ker nimajo te ene skupne socialne mreže, je pač cela družba razbita na tisoče in na tisoče ekonomskih mini podrazredov, pač vsi imajo eno, celotne te kulturne razlike se, ok, Obama reče, lahko nosiš ruto, mi nismo država, ki prepoveduje izražanje svojih kulturnih razlik, ampak to je v bistvu vse čisti, ne vem, tak make-up brez posledic. Kaj ti pomaga, da lahko izražaš svojo kulturo na vsakem koraku, če pa na koncu dneva si v čist identični situaciji, kot vsi ostali. Ne vem, tak je bil skozi moj pogled na to zadevo. Ja, mislim, jaz se bom s tem na praktični ravni zagotovo strinjala, se mi pa zdi, da je treba tle poudariti, da je ravno zaradi tega način, na katerega, ne vem, ideologija ali pa to, kakšen politični diskurs, ki ustvarja vrednote, je toliko pomemben za to, kaj je ljudem normalno, oziroma kaj je to, skozi kakšno lečo lahko gledajo na svoje življenje. Namreč ful veliko Američanov, ki pač bo cela življenja preživelo tako, da bojo delali in je to pač edina stvar, ki jo bojo počeli in edina stvar, o kateri bodo sploh lahko razmišljali, je na to ponosnih. In se jim zdi, da ljudje, ki ne živijo tako, niso dovolj dobri ljudje in če bodo propadali, skratka, če bodo imeli raka, pa si ne bojo mogli privoščiti zdravstvenega zavarovanja in bojo prisiljeni prodati hišo in pristali na cesti, so si sami krivi, zato ker pač živijo napačno življenje. In se mi zdi, da so bili zaradi tega praktična politika dela svoje, ustvarja materialne pogoje, karkoli, ampak se mi zdi, da
ravno zaradi tega, kaj na koncu postane ljudem pomembno ali pa kako se želijo videti, je ful pomembno tudi, kakšen javni diskurs politične odločitve spremlja. In oni so pač že toliko časa, toliko ponosni na to, da je pač delo njihova kardinalna vrednota, da jih je zelo težko prepričati v karkoli drugega. Vem, ko poskušam svojo taščo enkrat na mesec, pa ne gre preveč dobro. Eden izmed morda najbolj zanimivih ameriških mitov je mit o ZDA kot o talilnem loncu, v katerem se različne narodnosti stalijo v eno samo ameriško. Danes na to idejo seveda gledamo z nezaupanjem oziroma se morda celo smejimo, ker nam pač resničnost kaže, da je Američanov več vrst in da so vsi Američani priseljenci, vendar so eni priseljenci bolj ameriški od drugih. Po drugi strani pa se nam Slovencem zdi samoumevno, da rečemo, da smo Slovenci, ne da bi ob tem razmišljali, da naš narod ne obstaja prav zelo dolgo. Oziroma, če si bom sposodila tvoje besede, kot da neka zemlja res pripada nekemu narodu, kot da nek skupek ljudi res tvori narod, kot da narod res raste iz skupnih prepričanj. Ali nas lahko to posmehovanje ameriških idej narodnosti lahko v bistvu nauči česa tudi o naši lastni? Jaz mislim, da ravno zaradi tega vprašanja, ki si ga zdaj zastavila, ki je res še kar pomembno, je meni osebno v akademskem delu svojega življenja ful zanimiv gledati zgodovino na malo daljši rok, kot si jo zgodovinarji radi vzamejo, ko se recimo odločijo za tistih par let med dvema vojnama itd. Zaradi tega, ker se mi zdi, da če se ne lotevamo hkrati z vprašanji, današnjih nacionalizmov, tudi vprašanj tega, kako je nacionalizem kot ideja sploh nastal, pa ne gremo tega loviti ne samo v 19. ampak celo 18. stoletje, ne bomo zares dobili toliko široke slike, kot bi jo rabili. Meni se zdi, da kar se dogaja, najprej s francosko revolucijo, pa potem s pomladjo narodov 1848, ki so stvari, ki na nek način zagoličijo koncepte in državljanstva in naroda, ki jih potem bolj ali manj krvavo razvijamo do danes, so v nekem smislu zgodovinsko relativno nove, ker je to vendarle toliko malo časa nazaj, da zgodovinski spomin še vedno obstaja. Hkrati so pa ravno toliko dolge, da imajo že za sabo eno zgodovino rabe in zlorabe, ampak se mi pa zdi, da te stvari na kontinentu, ki ima pač, neko to izkušnjo notranjega kolonializma, pa kako ljudje sobivamo na način, ker je od tega, ko od velikega geografskega premeščanja minil že ful dolg, oziroma je v tem smislu to priseljevanje, ko smo mu priča zdaj pač s temi našimi migracijami, v bistvu ful bolj tema, kot kako se mi priseljujemo ali pa ne med sabo, vzpostavlja toliko drugačne pogoje, ker je pač zgodovina teh velikih migracij kot v ZDA v bistvu relativno nova. Skratka, je pač prišlo do holokaust, pa genocida nad indigenous population, se upravičujem, ampak ne moram se domisliti slovenskega izraza, pa potem priseljevanje služno prisilnega in naseljevanje Evropejcev in evropskih migrantov. V bistvu toliko malo časa nazaj, da je to dobesedno včeraj, pa da je ta diskurs tega, kaj to pomeni, da je Amerika talilen lonc, v bistvu tudi diskurs, ki je relativno nov, pa tudi relativno malo časa nazaj se šele pogovarjamo o tem, zakaj je problematičen. Ampak se mi zdi, da ima Amerika v tem smislu veliko bolj transparentne težave z vprašanjem rasizma, kot jih imamo v Evropi, kar je na en način mogoče bolj zahtevno zaradi tega, ker je dostikrat hujš, ampak po drugi strani je pa bolj očitno, zaradi tega, ker pri nas, ker se na dobre dni vsi radi pretvarjamo, da smo isto beli, se da prikriti, da je to v resnici sploh problem, ampak glede na to, koliko Evropo v resnici poznamo, pa kakšne težave imamo še vedno, oziroma vedno bolj z vprašanjem mislimo o Evropi, so to evidentno problemi.
pač drastično različne situacije imamo. No. Ta moja delovna teza, da tako talilni lonec deluje čisto samo zaradi tega, ker pač lahko vsak tja pride, pa vsi so na istem, pa vsi morajo garati cele dneve, pa nobenemu ne bo priskočil na pomoč v smislu nobena sistemska struktura, no, ker država Evrope s temi priseljenci je v prvi vrsti prišli bojo na našo socialo, popravili bojo naše stvari in bojo dobro živeli, medtem, ki ne bojo nič delali. Tega argumenta v Ameriki pač ni toliko, ne more biti toliko glasen zaradi tega, ker pač teh socialne mreže nimajo, da bi mogli ti po njihovem prisilno skrbeti za koga drugega. Kar se tiče pač situacije on the ground, pač v resničnosti pa vidim, bi rekel, veliko belih obrazov med nami. Tako pač naša slovenska izkušnja je še zmeraj zelo homogena, pa tukaj ful nekaj razglabljati, kako smo mi odprti in tolerantni, dokler se ne bomo soočali z situacijo, kakršna je v drugih deželah. Jaz bi rad, da bi bilo temu tako. Ampak ja, glede na to, da Slovenijo dobro poznam, pač vem, da to je drastično različna stvar, kakor v Ameriki. Jaz imam pač tam pol družine strica, ki je že 40 let tam, ampak je še zmeraj pristan Črnogorc. In on mi razlaga, on gre v kavarno, pač klasična tradicija, ljudje, ki so, zberejo se prijatelji tam, pijejo kafe. Ampak on vsak večer vidi vsaj enega novega človeka, medtem ko v Sloveniji ti lahko dejansko preživiš cel življenje v istem mestu, z istimi meščani, vse v bistvu poznamo. To pač povzroča drugačen način, kako se družba misli samo sebe, pa kako rešuje svoje probleme, pa tudi kakšni so sploh njeni problemi. Toliko, ne vem za enkrat, da se sploh. Samo anekdotično, če smo bili pri črnogorski skupnosti v ZDA, meni je zmeraj to ključen, pač mislim, ravno glede vprašanja, kaj talilen lonc, skoraj sem rekla ekonom lonc, zares je, v Chicagu je eno črnogorsko kulturno društvo, ki mu je priključena pekarna. In na vratih pekarne šele Hammer plakat s telefonsko številko, gor pa piše potrebna radnica. Skratka, niti približno ni bilo v interesu, da bi v uni pekarni delal kdorkoli, čigar materni jezik je angleščina. Mislim, je pač ta potreba, da zaposlimo nekoga, ki je že del naše skupnosti, pa nikogar drugega zelo jasno izrečena. Pa tako je, da, mislim, dostikrat se pogovarjamo, pa predvsem v državah, kjer mi smo si sami sebi etnična večina, o tem, koliko problematičen je lahko etnonacionalizem, ampak se mi zdi, da jaz, ko vidim v Ameriki, kako se te ene majhne etnične skupnosti na en način ohranjajo, mi je pa to lepo. Pa ne zdi se mi, da, mislim, je to tisto, kar je na Ameriki škodljivega, zaradi tega, ker pač te ljudje nikoli niso nikomur večina. Ja, pač osebna izkušnja spet, ne, imam veliko bratrancev pa sestričen, ki so skozi to občutili kot eno grozno opresijo, kaj ti pač doma ti to diasporo te v bistvu nadlegujejo znov neskončnost, ti bi rad nekako postal Američan, pa so te dostop. Tako pa tudi Američani sami, ki gledajo na te skupine, ki bi rade se priključile celi ti njihovi zgodbi, so tisoče enih preprek pa vse to. Spet še ena anekdota, pač ta stric, ki pride domov, nazaj v Črnogoro, on razlaga, jezen je, ker se je vse spremenil, ker ni več tako, kot je bilo, ni več tako, kot oni živijo v Ameriki, no, mislim, diaspora gre nekam, tam ohranja ene svoje stare vzorce in pa pride nazaj in ugotovi, da je izgubila domovino in v času in v prostoru in take, ja, teh izkušenj je mnogo. Po teh anekdotičnih pripovedih bi šli mogoče tudi na
bi se osredotočili tudi na v bistvu proteste, ki si bila priča na univerzi po temu, ko je bil izvoljen Trump. Oziroma študentje so, kot si zapisala v eseju, prišli na ta protest proti novemu predsedniku predvsem zato, da bi se pogovorili o svojih čustvih, da bi jih sočustvovali in da bi bili žalostni. Oziroma jeze, kot bi jo pričakovali od ljudi, ki živijo v državi, ki je pravkar izvolila Trumpa, na teh protestih pravzaprav ni bilo. Kako bi lahko govorili, kakšni so po tvoji vzroki za pomanjkanje te jeze? Je to mogoče da pač mogoče neke mlajše generacije težko vidijo alternativo, oziroma da so tako resignirani v neko idejo, resignirani v svetu, v katerem živijo? Kakšne, oziroma... Ja, mislim, odkar živim v St. Louisu, smo videli že kar nekaj protestov, se mislim, da še veliko bolj od teh k Trumpovi izvolitvi so bili za nas pomembni protesti. Pač Ferguson, ki je bil, preden sem jaz prišla, pa pol, ko je bila obsodba za Stockleyja, tega policista, ki je ustrelil Michaela Browna in bil potem tudi oproščen. Skratka, pri nas policija zelo rada strela Afroameričani, mislim, črne prebivalce St. Louisa, kot jih tudi zelo rada zapira, večkrat brez jasnih razlogov, pa dostkrat neoborožene. In St. Louis kot pač mesto, v katerega centru je večina prebivalstva črnskega, zaradi tega zelo rad protestira. Zdaj smo imeli serijo protestov, zato ker imamo še zadnjo preživelo kliniko za upravljanje splava v Missouriju, ki naj bi bila prejšnji teden zaprta, zaradi tega, ker se je državna oblast, skratka state, Missourija, odločila, da bo naložila zahtevek potem, da se upravlja na pacientkah večje število neupravičenih preiskav, čemur je direktor rekel spolno nadlegovanje in se odločil, da svojim zdravnikom ne bo omogočal, da to počnejo, zato je pač potem prišla grožnja z zaprtjem. Trenutno so obstoj te klinike podaljšali še za en teden. Ne vemo pa, kaj se bo zgodilo, ker se bo pač ravno te dni ponovno odločali o tem in bojo podaljšali dovoljenje ali ne. Vsi ti protesti so bili, so bili nek spontan odziv na ene ful velike probleme, s katerimi se ali St. Louis ali Missouri ali pa Amerika soočajo. Imajo pa Američani ful čudno, Nikita tiho, politično kulturo, zaradi tega, ker so v bistvu ti njihovi protesti pogosto zelo izrazito apolitični, skratka ljudje bodo dlje časa nekje stali pa govorili, this is what democracy looks like. Bo pa to bolj manj to, potem je pa vedno zraven še ene par anarhistov, ki imajo pištole, ki so pa zelo jezni. Mislim pa, da že ful dolg časa, pa nisem čisto prepričana zaradi tega, ker so bile posledice protestiranja proti Vietnamu v bistvu na en način toliko težke, ne protestirajo na način, pri katerem bi pač lahko brez orožja predstavili oblasti, ki jo nagovarjajo, da so res jezni, to pa ne vem zakaj. So res jezni, so Trumpa zvolili, ne mislim. Ja. Za ideale biti jezen je malo ljudi, ne? Zaradi enih čudnih, pa ful. Meni se zdi, da pri tem, da si jezen zaradi tega, ker je cela država upirjena na to, da te bo dala čim hitreje v zapor, zato da ti bo onemogočila voliti, ne pomeni biti jezen za ideala, ampak je biti jezen na isti način, kot so bili Primorci jezni zaradi fašizma. Okay, to je ampak tako, real life. V Ameriki, glede na situacijo, kakšna je ta jeza ful manjša od strahu. To je ta največji problem. Ne, sej, ampak se mi zdi, da pač ne vem, opresivna država, fašistična država, policijska država je pač vedno država, ki nagovarja državljane, predvsem skozi strah.
In pač proti temu strahu se je kot posameznik v bistvu nemogoče boriti, ne zelo težko, ampak nemogoče, kar bi v bistvu pomenilo nujno, masovno organiziranje, pri katerem je državljanov toliko več, kot je oblasti, da se je to, kdo ustvarja večji strah, v bistvu preves. Ja, ampak spet medijska krajina, kakršna je, pa sredstva socialnega nadzora, kakršna so, kritične mase v Ameriki zelo težko dobiti. Pa Occupy vrat ali pa kaj se je zgodilo, mislim, pretepli so jih več. Veselo in optimistično. Pa mogoče bi vprašala še na to temo, ampak torej, ne strinjate se glede čisto tega, a je pač to, kar je potrebno za to, da bi se pač tako ljudje res organizirali in nastopili enotno, res jeza. Je mogoče potem kakšno drugo čustvo? Je to čustvo? Pač en osnoven zavedanje, da ne morem drugače, ker pač razred je ful širša stvar, kot to, kar si oni predstavljajo pod tem razredom. Zaradi tega, ker ta majhne razlike v statusu so tam napihnjene plemensko mišljenje ljudi, je napihnjeno moda, je čist premočna. Ne vem, jaz mislim, da so subjekti ene politične emancipacije Američani zaenkrat izgubljeni. Dobro, zdaj se bomo pa res mogoče poskusili oziroma približali še, ne bom rekla, mogoče malo bolj optimistične teme, oziroma v bistvu bi se vrnili še k literaturi, kar je pač nekako obvezno, bi se reklo, na mestu knjige. Torej v temu svetu oziroma v ZDA je nekako vlada pač kaos. Zelo poenostavljeno povedano. Zdaj, oziroma torej, od kaosa zmedeni posamezniki pa se zatekajo k prerokom, ki svet poenostavljajo v jasne vloge in hierarhije. Aleksander Hemon, ZDA živeči pisatelj iz Bosne, je po zmagi Trumpa naprimer napisal, da poziva k literaturi, ki hlasta po konfliktu, obvladuje destrukcijo, literaturi razdeljenega uma, ki vsebuje strah in obvladuje šok, ki samoumevno resničnost ohranja varno znotraj navednic, da torej literatura služi kot nekakšna priprava na vse, tudi najbolj črne scenarije. Ali bi rekla, da je to mogoče, da je to odgovornost umetnosti danes? Mogoče Jasmin, kar ti začel. Ja, jaz sem to verjel, pa naredil sem nekaj glede tega, pač napisal sem te knjige, ki sem jih do zdaj napisal, so bile ful usmerjene v to idejo, da je pač treba zagnati en alarm, pa karkoli se bo zgodilo, pa zgodil se je ta črni scenarij se je zgodil in zdaj časa premalo, da bi to vlogo lahko še zaupali umetnosti, ki naj deluje na daljši rok. Tako da z mojega stališča si mora umetnost in literatura poiskati za eno novo funkcijo, če hoče imeti kakršnokoli funkcijo, ker bo prepočasno za to, kar se zdaj dogaja in kar se bo iz tega izcimilo. Ampak ja, še zdaj pa vsaj olajša nam lahko pot v publiko. Ja, jaz tudi mislim, da literatura deluje na drugačnih obratih, kot bi bili potrebni za eno hitro družbeno spremembo. Jaz sem danes še vedno, se mi zdi, da predvsem zaznamovana, tudi se mi zdi najina pot iz Ljubljane je bila večinoma namenjena temu posvetu, če se temu lahko reče posvet, z enim člankom, ki nas je obvestil, da imamo pravzaprav do drastičnih posledic globalnega segrevanja samo še 50 let časa, v luči česar se res vse ostalo zdi, ne vem, precej odveč, pa precej manj nujno. In se mi zdi, da literatura, ki je zame vedno pomenila predvsem ta prostor, v katerem pač se lahko usedeš, pa zares razmisliš stvari stran od teh družbenih pritiskov, je v bistvu, ne vem, rabiš imeti zanjo tudi
ne vem, eno določeno obdobje ali pa celo luksus, pa se mi zdi, da ko stvari postanejo preveč prehitre ali pa prenujne, v bistvu zanjo ni več časa. Tako da mislim, da to ni bila ta optimistična tema, ki si jo iskala. Ne, res ne. No, pa bi mogoče potem vseeno, jaz mislim, da bi se ta pogovor zaslužil neko, oziroma da bi lahko vsaj stremeli k neki optimistični noti. Pa bi za konec, tako kot je obljubljala tudi brošurica, bi se mogoče razmislili še o ameriških pisateljih, oziroma o tem, s kakšnim namenom oziroma na kakšen način so poskušali mogoče družbo nagovoriti, spremeniti neki večji ameriški pisatelji, ki so potem tudi neko odmev, ki so bili odmevni tako v ZDA kot v Evropi, oziroma kot smo mogoče prej začeli, bi razmislili o tem, kaj so želeli, oziroma o Jonathanu Franzenu, pa mogoče še o Foster Wallaceu. Ja, zajedno vprašanje, pač, ne vem, če se omejimo, ameriška literatura je ful razgibana, polnoma teh gibanj skozi čas, pa za ta linija, ne vem, Pynchon, DeLillo, pa Wallace, Franzen, se mi nekako zdela zanimiva. Projekt 80-ih, projekt 90-ih, projekt 2000-ov, Franzen, kakor se spomnimo, je na začetku zelo hotel biti en močen postmodernist ali pa vsaj systems writer, nekdo, pač tisti pisatelj, ki družbo skenira z enim globinskim pogledom, pa ti razkaže vse te skrite povezave, pa kako stvari funkcionirajo, pa ta politična korupcija, pa in z tega, pač, ki ima naraven talent za zgodbo, iz tega hotel narediti še dobro zgodbo, kar mu je na začetku sicer uspevalo, ampak ne komercialno, pač očitno nihče ni hotel tega takrat brati. Zato se je 2001 so išli popravki, se je pač ta svoj talent za pripovedovanje zgodbe obrnil na eno svojo osebno izkušnjo in takrat se jim je zgodil ta 11. september in so Američani pograbili eno zgodbo o njih samih tik preden je bila ta, ne vem, preden se je ta dogodek, ki je ameriško družbo spremenil zgodbo. To je pač bila ta, vsaj po mojem mnenju, Franzenova pot, Wallace je zraven počel boljš tist prej, tega drugega pa ni več znal, je bil nekako vlečen v katastrofo Amerike. To sem, nekoč sem razmišljal o tem, ampak med tem, ko se je Abu Ghraib dogajal v Iraku, je David Foster Wallace elektrošoke preživljal zaradi depresije. Tak ful zlita osebna izkušnja za izkušnjo ameriške družbe v 2000-ih in na predvečer finančne krize, v bistvu 12. septembra, ti se je počel po 16. se mi zdi, se je leta 2008 Wallace obesil. Jaz imam rad te asociacije, pač bolj rad tako kulturo povezujem. To, lahko še govorim naprej, jaz imam še DeLillo, sem full fan. Ja, definitivno bi to fajn govoriti. DeLillo je počel nekaj, čemer so rekli histeričen realizem, pač kot pejorativno in kritiki, ki tega niso marali, ampak v Underworldu jaz sem to zvezal na način, v 70-ih je zaradi naftne krize Amerika šla z zlatega standarda, pa je cela ta ekonomija, pa vse, kar se je ful pospešilo z digitalno revolucijo, nekako se odlepila od realnih temeljev, pa postala nekaj, kar deluje samo na relacijski smeri, sam kot odnos. Pač vrednost nečesa obstaja sam, dokler se dva partnerja v, recimo temu, dialogu strinjata o tem. In DeLillo je iz tega pač naredil roman. Cel roman Underworld, Podzemlje, v 96 je šel. Niti nima nekako jasne zgodbe, pa v bistvu nič nikamor ne vodi.
ampak je na 800 straneh vsak element, vsak simbol, vsak snovni drobec v celem romanu opomenjen s toliko enim povezavam, pač vse aludira na neko drugo stvar, pa tisto pa je nazaj odmeva, da stvar dejansko funkcionira brez, da bi imel kakršen koli ta različen centra, bodi si realističen, bodi si idejen, bodi si eno globljo poanto ali pa karkoli. Ampak sam pač aluzija na aluzijo pa drži svet po koncu. To je pač se jaz ful podobna reč kot to, kar živimo danes. Jaz se sicer kot doktorantka poklicno ukvarjam z srednjeevropskim modernizmom, tako da več berem Jozefa Rota pa Majo Haderla kot v resnici ameriške avtorje, oziroma berem ameriške avtorje zelo tako luxuriously, glede na to, česa si zdaj želim. Sem pa kot človek, ki se potika po hodnikih Ameriške akademije, pa ki se velikokrat, kjer se primerjalna književnost velikokrat seka tudi z oddelki za angleščino, lahko spremljala ta boj v bistvu liberalnega ameriškega okusa za svojo lepo dušo oziroma za to, koga hoče nagraditi s pozornostjo, zato da bi sam pri sebi čim boljše spadal. In sem lahko opazovala in Friendsnov zaton, skratka to, kako so se ravno enkrat takrat, ko sem jaz prišla na faks, ljudje odločili, da se tega ne bere več, ker belih moških ne beremo več. V bistvu niti ne iz kakšnega resnega, ne vem, teoretskega premisleka, ampak prav iz te ene osebne, kolektivne, hecna sintagma, ampak je res zamere. In je potem v bistvu to pozornost najprej na veliko vrgla na Junota Diaza, ki se ga je potem tudi morala odkrižati zaradi #MeTooAfere. In potem na koncu pristala na Chimamanda Ngozi Adichie, ki se je potem morala odkrižati zaradi tega, ker je delala reklame za Chanel. Skratka, pravzaprav vse, kar je ameriški liberalizem višjega sloja, pa ponavadi bele barve, motil na sebi, je potem s časoma usovražil pri pisateljih, ki jih je enkrat sam konstituiral, in to je bilo v bistvu meni kar težko gledati. Mislim, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi bolj pomemben za družbo, da ne da ljudi ful povzdiguje, poje pa na polno sesuva, ampak da jih poskuša ovrednotiti zaradi tistega, kar dajejo, pa mislim, ograjati zaradi tistega, kar počnejo narobe, ne pa že a priori izbrati, tu je človek, ki ga bomo zdaj postavili kot zastavno nošo zaradi tega, ker ima ene določene prave lastnosti kot družben subjekt. To se mi zdi zelo problematično, ampak je pa pač, mislim, se mi zdi, da Amerika dobra v dveh drugih stvareh. Prva je ta, da ima pač ogromen tega mehkega založništva, kjer izhajajo ene blazne zanimive knjige, brez da bi kdorkoli zares razmišljal o njihovi tržni uspešnosti, zaradi tega, ker so zastonj. Pač mislim, ker ljudje niso plačani za njih, ker pač mislim, založniki, ki jih izdajajo, niso plačani za to, da so založniki, ker se pač dogajajo ponavadi na nekih obronkih oddelkov za kreativno pisanje. Pa v tem, da pač ima tudi ta, mislim, zaradi tega, ker je pač mentalno kolonizirala ves svet, ima pač ta žanr, ki ga zelo dobro izvaža in s katerim tudi ustvarja občutek, da vsi živimo v Ameriki. Pri čemer sem se pač jaz, ko sem bila še mlajša, zelo veliko stavljala pri Stephenu Kingu zadnja leta, pa predvsem pri Gillian Flynn, ker pač sta zagotovo avtorja, ki obstajata znotraj enega sveta, neke te male predmestne Amerike, pri čemer pač pišeta te zgodbe, ki so pač žanrsko neoporečne, pa zelo dobro držijo, pa zelo dobro se prodajajo. Hkrati pa skozi njih se mi zdi, da res imenično seva ta, ne vem, potlačena zavest Amerike z vsem, mislim, z rasno krivdo, z temi pritiski normativne družine, z vsem tem, kar nas potem preganja v snu, pa nam včasih prereže vrat. Še vedno nismo prišli do nekega optimističnega. Okay. Dobro. Mogoče bi vprašala, če ima še kdo iz publike kakšno vprašanje, ki bi ga rad naslovil na naša današnja sogovornika. Da še vedno iščemo optimističnega duha, ne?
Dobro, potem bi pa v tem primeru zaključili s tem pogovorom. Aha, pardon. Ameriški optimizem. Kje je ameriški optimizem? Kaj je? To je zelo kategorija, ki je zelo problematična, zaradi tega, ker izvira iz te njihove ekspanzije na zahod, ki je bila genocidna, pač malo se hecalo, ampak dejansko Američani vidijo svet kot zelo odprt, kar je preprosto, če si tako močen. Kar se pa njihovega optimizma tiče, pa ne vem, ampak postaja s to sintagmo America First zelo spičen optimizem, ker nima več prostora za nas ostale, kar se mi zdi, da bo na koncu tudi zanje ne bo v redu, ampak ja, mi bomo pa mogli biti optimistični na svoj način, ne več na njihov. No, potem bi se pa še enkrat rada zahvalila Mestu knjige pa sogovornikoma za ta pogovor in mislim, da smo pripravljeni na nadaljevanje programa, da bo mogoče Miha tisti, ki bo pač uvedel